Dobrodošli, gospe in gospodje. Veseli me, da ste danes tukaj. Najprej se vam opravičujem, ker mi je ravno kar ušel glas. Danes pa ste tukaj zaradi našega praznovanja in sicer 20 let uspešnega delovanja, kar bomo obeležili z današnjo proslavo in pa z zbornikom z naslovom Kulturno društvo Mlin Radomlje melje že 20 let, v katerega smo zbrali in obeležili naše dosedanje delo. Pa naj na začetku, kot je za pravo proslavo spodobi, na oder povabim predsednico Kulturnega društva Mlin Radomlje, Lino Mavhrovat, da nam zaupa nekaj svojih misli. Lepo pozdravljeni, dragi gostje, gospod župan, podžupanja, predsednik Krajevne skupnosti Radomlje, svetniki, tudi aktivni, podporni člani, predstavniki drugih društev, vsi, lep dober dan, dober večer, pravzaprav. 20 let je že za nami, nekateri imamo celo daljši stalež. Za nami je veliko lepega. Na prvem ustanovnem občnem zboru je bilo napisano na vabilu: družba brez kulture je kakor kraj brez cvetja, brez glasbe in pesmi, brez pogovorov in prijateljev. Kultura je pogoj za vse lepo, za vse, kar nas osrečuje. Podobna je semenu, ki ga zasejemo spomladi, da bi se jeseni veselili lepih sadežev. Pisala je tudi: ko se boste nekoč v prihodnosti spominjali tega ustanovnega zbora, si boste zadovoljno rekli: tudi jaz sem bil zraven. In res, po 20 letih je občutek točno tak. Pobiramo sadove, opazujemo rast in zadovoljno si rečemo: tudi jaz sem bil oziroma sem zraven. Hvala za današnji obisk. Hvala lepa predsednici. Naj pa seveda v tem slavnostnem dogodku na oder pogovarjali slavnostnega govornika, gospoda župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja. Dragi ljubitelji kulture, spoštovana gospa predsednica Nina Mavhrovat, dragi člani našega društva, spoštovana podžupanja, magistra Renata Kosec, dragi občinski svetniki, svetnice, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Radomlje, gospod Metod Marčun, dobrodošli predstavniki drugih kulturnih društev, pozdravljeni, seveda vsi prisotni. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami na praznovanju 20. obletnice delovanja Kulturnega društva Mlin Radomlje. Verjetno se ne zavedamo vsi, kako pomembno vlogo v našem življenju ima spoznavanje in ohranjanje kulture. Razmišljanje o kulturi bi nas moralo spremljati na vsakem koraku. Zato sem vesel, da v naši občini delujejo kulturna društva, kot je vaše, da nas opomnijo na našo temeljno lokalno in narodno zavest, ki nas definira v širšem prostoru. S svojim strokovnim delom na področju dela z mladimi in glasbenem področju ste v vašem kulturnem društvu pripomogli k prepoznavnosti pomena kulture v našem prostoru, s tem pa dajete velik pečat k osebnostnem razvoju posameznikov in celotne družbe. Kulturni umetniki so veliki ljudje, ljudje z veliko talenta, navdiha in močne volje. In prav takšni ljudje puščajo za sabo močan kulturni pečat, ki se ga Kulturno društvo Mlin Radomlje še kako zaveda, saj od leta 1995 dalje vsako leto pripravi tradicionalno miklavževanje, kulturne večere oziroma osrednjo kulturno prireditev ob našem kulturnem prazniku ter množico domačih in avtorskih predstav. Veseli me, da je vaš zadnji muzikal Moje pesmi, moje sanje doživel takšen odmev. Veliko zadovoljstvo mi je, da Kulturno društvo Mlin Radomlje občankam in občanom ter ostalim obiskovalcem ponuja odlično kulturno doživetje, ki ga vsako leto podoživimo na tradicionalnih prireditvah ter številnih predstavah in nastopih. Predno se prepustimo današnjemu kulturnemu barvanju večeru,
se kulturnemu društvu Mlin Radomlje in njeni predsednici Nini Mau Hrovat že vnaprej zahvaljujem tako za današnji večer, kot tudi za dolgoletna prizadevanja pri oživljanju, ohranjanju in bogatitvi kulturnega življenja v naši občini. Ne nazadnje pa se zahvaljujem vsem nastopajočim, ki nam bodo polepšali današnji večer. In kot piše tule zgoraj, naj kulturno društvo Mlin Radomlje melje še naslednjih 20 let. Srečno. Županu se seveda kulturniki najlepše zahvaljujemo za lepe besede. Veseli pa smo, da bo z nami delil misli tudi predsednik krajevne skupnosti Radomlje, gospod Metod Marčun. Izvolite. Spoštovani gospod župan Toni Dragar, spoštovana gospa podžupanja, gospa Renata Kosec, spoštovane svetnice in svetniki krajevne skupnosti Radomlje, krajanke in krajani, obiskovalci in ustvarjalci številnih društvenih dejavnosti v kulturnem domu Radomlje. Velikokrat občutimo, kako hitro mineva čas. Prav tako smo pogosto izpraznjeni, brez energije in notranjih občutij. Kot radi rečemo, brez duhovne hrane. Takrat se vprašamo, kaj bi nas notranje napolnilo, kaj bi nas izpopolnilo. In največkrat je prav kultura tisto, kar nas napolni, kar nam da navdih, nas napolni z energijo. V Radomljah imamo že dolgo kulturni dom. V njem je cela vrsta društev in dejavnosti, ki so nastajale in se razvijale vrsto let. Pohvalimo se z vrsto programov, prireditev in projektov. V teh dejavnostih sodelujejo številni krajani, zanesenjaki in izvajalci, ki pogosto dosegajo skoraj profesionalno raven. Ti bogatijo naš kraj in vse nas. Ohranjajo kulturno izročilo in nam z ustvarjalnostjo dostikrat ponudijo, kot danes temu radi rečemo, presežke. Marsikateri krajan se bo spomnil podobe kulturnega doma izpred let, ko je bila njegova zunanja podoba vse prej kot kulturna. Stavba je propadala, neurejena je bila znotraj kot zunaj. Toda v kraju je bilo nekaj zanesenjakov, posameznikov, ki so imeli tako ambicijo kot vizijo, da v kulturni dom povrnejo kulturo. Za začetek je bila to obnovitev zunanje podobe, potem je prišla nadgradnja in v kulturni dom je prišla tudi kultura v pravem pomenu besede. Eno najvzornejših moštev v našem domu je zagotovo kulturno društvo Mlin. Deluje neprekinjeno že 20 leto. Lahko zatrdimo, da nenehno raste, predvsem pa za dejavnost pridobiva tudi mladino, ob tem ohranja tradicionalne prireditve, kot so tista ob krajevnem prazniku 21. maja, vsako leto praznovanje kulturnega dneva, Prešernovega dne, vsakoletno miklavževanje in seveda vrsta uspešnih in dobro obiskanih lastnih predstav in še bi lahko naštevali. Vse, kar delajo v kulturnem društvu Mlin, delajo za nas, Radomljane, za našo skupnost, za nekaj več. Taka društva so neprekosljiv del slovenske kulturne krajine. Delujejo povsod, kjer smo Slovenci. Skratka, so naša družbena bit. In naša naloga je, da omogočamo tako dejavnost in razvoj, pa naj bo to z nakupom vstopnice, z obiskom predstave, koncerta ali pa razstave. Te dejavnosti, roko na srce, niso bile nikoli javno financirane v sorazmerju s tem, kar so nam dajale, nam in ustvarjalcem. Sam si bom prizadeval, da bo njihovo delo podprto vsaj tako kot doslej, da jim omogočimo nove projekte, njihovo rast in razvoj, da bomo še naprej s pričakovanji po novih dosežkih ter kulturnih doživetjih stopali v naš kulturni dom. In za konec še enkrat, iskrene čestitke ob častitljivem jubileju želim vsem članom, vsem, ki delujejo pod okriljem kulturnega društva, predsednici Nini Mau Hrovat in tudi v bodoče želim še veliko svežih in domiselnih idej in pa seveda uresničenih ciljev. Tudi vnaprej si želim takšnega skupnega sodelovanja pod našo skupno streho v tem kulturnem domu. Hvala in srečno. Hvala lepa za tako lep govor tudi gospodu Metodu Marčunu. Res smo veseli, da ste nas počastili s takimi izbranimi besedami. Ker pa smo kulturniki
družabni ljudje, pa da ne bom sam na tem velikem odru, mi dovolite, da v svojo družbo povabim še moje dolgoletne prijatelje, s katerimi skupaj ustvarjamo kulturo v Radomljah. Na oder vabim predsednico, ki ste jo danes že spoznali, igralko, režiserko, avtorico in scenaristko Nino Mauch-Hrovat. Igralko Ireno Kržičnik. Igralca, režiserja in večnega podpredsednika, že 20 let, gospoda Markota Hrovata. Dolgoletnega predsednika društva in igralca Igorja Retino. In naj na koncu povabim še našega režiserja, enega idejnih vodij, pravzaprav vse skupaj, in igralca Justina Hrovata. Pa začnimo takole. Pisalo se je leto 1995, ko je kilogram kruha stal $172, ko je bila glavna faca na belih strminah Urška Hrovat in ko je Jure Košir bil epske boje z Albertom Tombo. Dolgo je že tega, ne, Renata? Ja, v Radomljah se je pa rodila ideja o druženju in kulturnem ustvarjanju. Marko Hrovat je bil eden od idejnih vodij kulturnega društva. Marko, kako se spominjaš vaših prvih začetkov? Ja, naši začetki kulturnega društva Mlina Ramle so bili najbrž podobni kot pri vseh drugih prostovoljnih kulturnih društev. Še največ bi lahko o tem povedal takrat idejni vodja, kako smo začeli, Janez Urbanija, ki je zbral mlade iz Radomelj in okoliških krajev okrog sebe, ki so imeli, v bistvu smo imeli željo po nastopanju, po igranju tukaj na odru, po prepevanju, v bistvu po ohranjanju kulture v kulturnem domu Radomlje. Seveda so bili naši koraki takrat majhni, začeli smo z miklavževanjem, no kmalu smo mu dodali prvi kulturni večer, potem sledil je drugi kulturni večer. Vsako leto smo nekaj dodali, pripravljati, izdelovati smo začeli kulise, potrebno je bilo pospraviti izza odre, potem smo pripravili, pospravili garderobe, razsvetljave smo probali nekako izpostaviti razsvetljavo, da smo vsaj imeli nekaj luči tukaj v dvorani. No, kmalu pa je prišla na vrsto tudi prva igra, ki smo jo spravili na oder, to je bila igra Hotel Placa in seveda posledično tudi je prišlo do ustanovitve prostovoljnega kulturnega društva Mlin Radomlje, ki tako melje že 20 let. Hvala, Marko. Justin, kot je že Marko omenil, je bila prvo leto Hotel Placa. Ti si bil takrat v vlogi pomočnika režiserja in pa igralec si bil. Kako se spominjaš tebe v eni in v drugi vlogi? Hvala za vprašanje, Klemen. Jaz se to spominjam nekako takole. Marko pa Janez Urbanija sta me povabila, če bi prišel malo zraven. Jaz nisem vedel, kaj to pomeni prideti malo zraven. Pa sem res prišel pokukati na enih par vaj, potem so rekli, da bi kakšno vlogico odigral. Sem prvolil sicer zelo nerad. Ko sem pa Janeza gledal, kako je režiral, mi je bilo pa grozno všeč, ker sem videl, kaj dela. In takrat sem dobil občutek, da bi jaz to nekako počel z enim veseljem. Janez je pa kar, ne vem, mogoče tudi čutil, je rekel ti, kaj če bi ti meni malo pomagal pri režiji. Jaz sem bil ful navdušen, zagret, in tako so že v te prve malo skupaj začela sodelovati, veliko sem se od njega naučil. Moram reči, da mi je bil velik izziv priti do tega, kaj teži biti igralec ali režiser. Glede na to, da sem
igral, ne, tako kot si rekel, pa bil zraven še režiser, meni se zdi, da je težji biti igralec. Ne. Kot igralec se moraš naučiti cel kup besedila, ne, potem moraš to spraviti iz sebe ven, da ljudje, ko odigraš, začutijo, kaj igraš, kakšno vlogo imaš, da ne govorim o travmah pred nastopi, a ne, pa da ne boš besedila pozabil, ne. Dobro, režiser lahko zakvačka, ne, ampak po itak cela predstava malo mem. Meni pač ni bilo težko režirati, zato ker sem imel skozi ekipo tako, kot je bilo treba, ne. Ti si tam, videl sem, da si pisal in da si rekel, da naj povem še eno prigodo. Lahko povem eno prigodo, če mi bo Irena pomagala. Si, prid sem. A smo že tam? Prid malo sem. Irena, ne veš, to je zame prigoda. Zgledalo je tako, da sva bila ne vem, mislim, da pri drugi igri z Ireno sama na odru. In jaz kot en tak svetlohlinski, ki bi rad nekaj podedval, pa se nekam prslinil, naj bi prišel k Ireni, jo toplo pozdravil in je dal ljubčka na lice. Meni je bilo zelo zanimivo, da so se v prvo vrsto nagnetli vsi igralci, ki takrat niso bili na odri. To je bilo namreč na vajah. In se režali, jaz nisem vedel, zakaj se smejijo. Ne. Na koncu ene 3., 4., 5. vaje, ne spomnim se, točno so povedali, da zbirajo stave. Ko bom jaz Ireno poljubil na lička, ali bom dvignil nogo ali ne, ne. No, to je ena izmed prigod. Hvala. Hvala, bravo. Leta 1996, ne boste verjeli, NASA oznani, da so na meteoritu ALH 84001, ki je prihajal z Marsa, našli mikroskopske sledove živih bitij. Ampak to niti ni toliko pomembno, ker na našem odru je luč ugledala že nova predstava z naslovom Dobrodošla, Miss Agata. Nina, Igor in pa Irena ste takrat prvič stali na tem odru kot igralci. Mene zanima, pa verjetno tudi vse nas, kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Irena, pa če začnem s tabo, kako to najprej, če nam poveš, da si se sploh pridružila kulturnemu društvu? Ja, takole, no, jaz sem si ogledala igro, prvo igro, Hotel Plaza. Sedela sem tam le v prvi vrsti in jaz sem bila nad igro fascinirana, navdušena. Posebej me je navdušila Mia Paladin, to je bila glavna igralka takrat. In mene so, se tako, kot sem rekla, navdušili. No in ko sva se z mojim možem Tomažem vračala proti domu, sem rekla, joj, jaz bi pa tudi rada igrala. No in potem je pri tem ostalo. Nakar pride jesen, pri nas na vratih zazvoni zvonec, a ne, jaz grem odpret in kdo je bil pred vrati? Mia Paladin. In ona mene tako prešerno pozdravi in reče, živjo Irena, jaz pa živjo. Ja, veš, jaz sem pa slišala, da bi pa ti rada igrala pri nas. Jaz pa tako, odkud pa ona zdaj to ve? Pa prav, veš, prav sta se moža, to se pravi njen mož Ivo in pa moj Tomaž, mož, ne, sta se srečala pri vinčku in beseda je dala besedo in jaz sem pristala v kulturnem društvu. Hvala. Nina, kako pa to, da si ti prišla v kulturno društvo? Tvoja zgodba je pa bolj romantična, ne? Moja zgodba je pa že kičasto romantična. Jaz sem pa prišla zaradi ljubezni in iz ljubezni. To je tako. Prišla sem zaradi ljubezni, zato ker je bil Mare, zdajšnji soprog, takrat šele moja sveža ljubezen. Tako da sem seveda sledila, a ne tako, kot se spodobi. Vztrajam pa zaradi ljubezni spet, pa mogoče ne samo do moža, tudi nasplošno do kulture. Tako da mislim, da je to eno najlepše druženje in največ, kar lahko naredimo. Tako da se mi zdi, da je to tista prava ljubezen, tale oder. Mi smo ga malo posvojili, no. Hvala. Igor, november je tukaj, ne? Ja. Ja, lepo.
Ti si pa tisto leto prvič igral, a drži? Ja, drži. In na to si postal še predsednik kulturnega društva. Prvi predsednik. A drži to? Ne, drugi. A drugi, se pravi. Janez je bil prvi, jaz sem pa pol prevzel leta 97. Ja, pač začetki v Radomljah, moji začetki v tem kulturnem društvu so bili čist preprosti, enostavno v tem našem kraju so zime zelo ponoči, bom rekel, noči dolge pozim, mraz je in nek smo se mogli družiti. A ne. In družili smo se potem na kulturnem odru, kjer smo poleg, bom rekel, preživljanja večerov ustvarjali tudi dramska dela oziroma tisto, kar je bilo na sporedu. Moram reči, da smo začeli v zelo težkih razmerah, ker kulturni dom je bil prej kinematograf, sam oder je bil praktično neopremljen in tudi enostavno prve igre smo improvizirali, praktično smo delali improvizacijo na improvizacijo. In resnično je potem tudi dokaj hitro dozorela ideja, da je treba za boljšo kvaliteto, za boljše izvedbe kulturnih prireditev, za boljše, bom rekel, delovanje, takoj je to akcijo in smo tako že praktično kar v prvih letih mojega predsedovanja šli v nabiranje sredstev oziroma tudi krajane smo, bom rekel, povabili k temu, da smo pač pripravili in razsvetljavo nekako za silo in pa tudi ozvočenje. Seveda, tekom let smo potem rasli, kulturen dom je dobival svojo obliko, mi smo več ali manj vsa sredstva, ki smo jih imeli, namenili tehniki oziroma sami posodobitvi odra, tako smo tudi investirali v zavese, ki so bile v prejšnjem obdobju bolj enostavno namenjene samo to, da so visele, ne to, da so se odpirale, zapirale in tako smo pač rasli, no, in enostavno te začetki kulturnega društva so bili z moje strani zelo, bom rekel, skozi vizionarski entuziazem je bil na visoki ravni in vsi praktično smo delali to, vso voljo, vso energijo, vse smo vložili v to, da je društvo vsako leto naredilo čim več prireditev. Tako da, ja, zdaj pa po 20 letih brke rastejo zato, da opozarjamo na določene stvari, ki se dogajajo s starostjo, pa kolena malo bolj trpijo. Ne. Hvala, Igor. Na to pa leto 97. IBM-ov superračunalnik Deep Blue premaga šahovskega prvaka Garija Kasparova. Na radomljskem odru pa nova predstava z naslovom Vdova Rošlinka. To palco nisem šel kar tako iskat. Marko, ti mogoče veš, mislim, zanima nas, zakaj se je ta palca uporabljala, če nam lahko malo demonstriraš vse skupaj. Ja, z leti so šli rože dol. To je moja palca. Ja. Ta palca je iz igre Vdova Rošlinka. V tej igri sem igral Balantača. Balantač je bil nek vaški posebnež, romar, starejši možakar, rad ga je pil, ne, saj dolga pa ne. Pa on je vdovam je hotel vedno zrihtati može, mlade, bogate, tudi vdovi Rošlinki je v tej igri hotel zrihtati moža. Balantač, takrat sem imel to palico, na glavi sem imel tak malo ponošen klobuk, star plašč, pa brado sem si moral pustiti, da sem bil malo starejši, podoben pač nekemu romarju, vaškemu posebnežu. Takrat je bil to velik problem, ker sem imel 3 kocine na levi strani, 4 na desni, ne. Pa da je nekako na odru vsaj malo zgledalo, so me pred vsako igro poštrihali na črno in na sivo, ne, da sem se malo postaral. No, ampak problem iz to palco v bistvu, pa s to vlogo ni bil v tem, problem se je že začel v bistvu na prvih vajah, ne. Takratni režiser, Justin Hrovat, bratec moj, no, to je ta gospod tukaj, ki se skriva za Movembrom. Ja, ga bi še zdajle nažgal, ja. On je kot v bistvu vsak režiser imel vse vloge v glavi. Preden smo mi to štartali, on že dodelil
vloge, temu pripada, ta bo lahko odigral to vlogo, ta bo takšen in Balantač bo seveda tak in tak. Ne? In ko je prišel do mene, je rekel, poglej, ti už Balantač je romar, star možakar, takole moraš govoriti, takole hoditi, takole se obnašati, moraš reči, ne vem, Rošlinka, saj že grim, pa naj se snišnik prekucne, ne. Ok, prav, jaz to nekako vzamem za kup, tako bom igral. Do naslednjih vaj. Pri naslednjih vajah pridrvi Sting k meni. Marko, poglej, po noči nisem mogel spati, poglej, Balantač mora nekako nedolžno kvantati. Aha, nedolžno kvantati, ne? Ok, bomo pa nedolžno kvantali, ne? In sem nekako, poleg vsega, kar mi je že povedal, še nedolžno kvantal, ne? Pridejo naslednje vaje, pridrvi spet režiser do mene, Marko, v službi sem se spomnil, ja pa ti, kadar sploh kaj drugega delaš, kot razmišljaš od vdove Rošlinke, ne? Tiho bode, poslušaj, v službi sem se spomnil, da moraš ti pobožno zavijati. Ok, prav, bom jaz ubogam režiserja, bomo pa pobožno zavijali, ne, poleg vsega drugega, pa sem pobožno zavijal, ne. Ampak to se ni končalo, to je bilo iz vaje v vaje isto, tako da nekje pri 10 vajah sem imel jaz tega dovolj in sem vrgel to palico po tleh sredi odra, se usedel na tla in sem rekel, da se ne grem več, ker nisem več vedel, a sem Balantač, a sem vdova Rošlinka, ne vem, a Miklavž, a Kekec, karkoli že, več nisem vedel, kako naprej, ne. Pride režiser do mene, ta gospod, tamle, ja, nič več se ne skriva, v čem je problem in povem, ne, da ne moram več tako naprej, ker vsake vaje nekaj dodal in spremenil, ker Balantač je bil njemu trn v peti. Ampak ker je bil ta Balantač, ta vloga že takoj spiljena in dodelana, so v trenutku v parih besedah, v parih stavkih dorekla, kako naj bi končno Balantač zgledal in seveda takrat sva speljala, pa je komplet vloga Balantača uspela in seveda tudi vloga, v bistvu sama igra vdove Rošlinke je uspela kot vse ostale. Toliko o tej palici. Glejte, to je res, ne, in ne vem, če je sploh dosti vaj povedal 10, ne. Meni je zanj Irina rekla, ko smo se dubali, da bi tole malo predebatirali, kako bi izgledalo, da se je Marko kar smilil, ne. Vsakič, ko sem prišel, sem imel novo idejo, na koncu človek res ne vedel, kaj ne odigra, ne. Jaz pa tudi vedel sem, da to ni to, ne, in tako je bilo, točno tako je bilo, kot je rekel, ne. Vse druge vloge, vse je nekako bilo, ene vaje, ne vem, kjera številka po vrst. Spogledala sva se, rekel sem mu samo 2 besedi, ne. On je not padel, jaz sem bil zadovoljen, vse je klapalo. Čas to tako je. Hvala. Irena, ti si pa takrat igrala glavno vlogo, a ne? Ja. Le v rokah držim en tak špeguček. Ja. Jaz mislim, da tebe to spomne na neki v tej vlogi. Izvoli. Ja. Zdaj to je ogledalo. Rekvizit iz igre. Sicer danes za današnjo prireditev malo prirejen, ker ga nismo našli te starega. Ampak tako nekako je bilo veliko, no, se to je pa najbolj važno, ne. Tale rekvizit je mene rešil pred eno zelo nepredvidljivo situacijo, ki se mi je zgodila na odru. In sicer vdova Rošlinka, to sem bila jaz, a ne, sem se ulegla v posteljo in kaj se je zgodilo, ta postelja se je podrla. In ker ko si na odru, si sproščen, uživaš in kaj je meni takrat, mislim, jaz sem se začela enostavno smejati, jaz sem se začela krohotati in v istem trenutku sem rekla, ne, to pa ni del igre, ti si na odru, ti moraš odigrati, kaj pa zdaj? In tole ogledalo, no ne ravno tole, ampak podobno temu, je ležalo na nočni omarici in jaz sem pograbila to ogledalo in sem si ga takole prstavila na obraz, tako da sem se skrila pred celo dvorano in se seveda krohotala še naprej, ne, ker jaz se nisem mogla ustaviti. Mogoče bi zdaj Justin naprej povedal, kako smo to speljali. Ja, lahko. Bila je, ne vem, kjera ponovitev že, tako da režiser gospodsko sedel tam v zadnji, takole čez 3 zice, ne. Dvorana je bila kar polna, kljub vsemu, da je bila že ne vem, kjera ponovitev. Malo bolj si brez skrbi, ker so šle premiera, 2., 3., 4. predstava kot po maslu, ne.
Spomnim pa se, da sem Ireni rekel, da je posla že malo boga, da naj malo pazi. Ampak v tistem zanosu pa v igri, ne, verjetno še malo bolj skočila gor, ne samo, da se je podala, tudi počelka strela, ne. Nič se meni ni zdelo to hudega, pač posla se podre, sej navajen so bili tako zga hudega, tudi natreniran smo bili, kaj narediti v takih pa podobnih primerih, a ne. Dokler nisem videl, da Irena ne more nadaljevati, ne. Na kar sem se pobral z dvorane, tečem od zadaj na oder, Vine, Hacin, se v dvorani, ne. On bi mogel takrat priti na oder, pa ni upal, ker je vedel, da Irena ne bo mogla nadaljevati s tekstom, ne. Igor je stal pri zavesah. Igor, boš povedal, kako je to izgledalo? Jaz sem bil pripravljen na akcijo. Da zaprem zavese in da počakamo malo. Tako da na koncu smo počakali, ne vem, mogoče še kakšne dolge pol minute, mogoče celo minuto, ne. Pa smo pa rekli, zdaj pa nič Vine, pojdi gor, kar bo pa bo, no. Pa se je šlo. Svetovno prvenstvo v nogometu leta 1998 se konča z zmago francoske reprezentance. Mlinski kamni pa so mleli naprej. Prav je, da omenimo našo vsakoletno prireditev, in sicer prihod svetega Miklavža. Ker vem, Marko, da imaš dobre veze pri njem, bi te prosil, če nam zaupaš kakšno Miklavžovo skrivnost. Pravzaprav, kako to, da imaš tako dobre veze pri njem? Pa povej, kje dobiš bombone. Ja, o bombonih malo kasneje. Prvo bi rad povedal, kako smo začeli z miklavževanjem tukaj v Radmlah. Z miklavževanjem smo začeli že leta 1991, ko so se fantje in dekleta iz Radomelj in okoliških krajev nekako dobili skupaj in so pač rekli, da bi bilo pa spet dobro, da bi imeli pa v Radmlah prireditev, obdaritev otrok in prihod svetega Miklavža. Ideja je bila super, je bila sprejeta, ampak potem je bilo potrebno najti pa še igralca, ki bi to vlogo odigral, ne. In akcija je stekla, ker v začetku ga niso dobili, seveda so se napotili tudi k nam domov in mi kar direkt rekli, mi bi imeli pa miklavževanje, ti boš pa igral. Ja. In jaz takrat nekaj izkušenj sem imel za igranjem, ampak sveti Miklavž, to ne bo šlo. In sem bil proti, ne. In seveda, potem se je začelo pregovarjanje in tista stvar, ki me je prepričala v bistvu to, da sem to sprejel to vlogo, je bila, ko so povedali, da je daljnega leta, ne vem katerega, zadnjo vlogo tukaj v Radmlah odigral svetega Miklavža, odigral moj stari ata. No, sem rekel, če je pa tako ti šment, bom pa jaz to tradicijo potem nadaljeval. Ne? In smo potem, letos je, bo 25, 14, 24. prireditev, to se pravi obdaritev otrok in s prihodom svetega Miklavža. Ne? Pa še par stvari bi rad povedal, pač so mi take lušne, kot je Klemen pač ki je povedal, mi se reče vprašal, kaj se kaj dogajalo v teh 24 letih. Najbolj so mi všeč recimo starši, ki pripeljejo svoje otroke na to prireditev in so ponovadi veliko bolj navdušeni kot pa otroci sami. Ne? Pripeljejo jih seveda na oder, potem pač zapojemo kakšno pesmico, povejo kakšno molitvico, jih obdarimo, potem pa seveda obvezno fotografiranje. Joj, postavi se tam na levo od Miklavža, ne, na desno, Jurček, a vam lahko sede gospod Miklavž, sveti Miklavž, karkoli že je, v naročje. Ja, seveda se lahko naročje, no. Joj, poglej, sinček, kako ima Miklavž lepo sivo belo brado, daj ga malo pocukaj. Ja, seveda malo, ja, ko začnejo otroci leč tisto brado levo in desno in gor in dol, sem na koncu kot zmosena kura. Ampak dobro, zaenkrat v 24 letih, v bistvu 23 je še vse ostalo na svoje mesto. Ne. Pa še ena taka lušna prigoda, tudi je bila pa z mojimi nečaki. Zdaj so že veliki, odrasli, nekateri imajo že svoje družine, pa svoje otroke, ki jih tudi vsako leto že vozijo na to pripeljejo na to prireditev.
Ampak, ko so bili oni majhni, so vsi hodili k meni, svetemu Miklavžu, misleč na to prireditev, Tišment. In jaz sem imel tisti teden pred to prireditev tako travmo, kaj če bodo prepoznali to vlogo, kdo je v vlogi Miklavža. Ne? In vedno sem se skrival za tonami pudra, pa spreminjal sem glas, enkrat sem bil star glas, enkrat treskajoč, enkrat globok glas, kaj ne, da, tako kot pri Balantaču, gospod režiser, ne? Ja, no in k sreči me v bistvu niso nikoli prepoznali, potem so bila pa moje dva otroka, sin pa hčerka, ne, da sta bila pa bolj pregnana. Ne. Sin v bistvu meni ni ga nikoli spoznal, tega možakarja, hči pa se takole, kar zamislite, da se gledaš na pol metra in rečeš, si kaj pridna. Ja. Znaš kaj šlo pismico? Jaz se pa še bolj tresem kot ona, kaj pa zdaj ne. Ok, pa nekako to speljajo, ampak nekoč sem pozabil rokavice in je menda spoznala po rokah, ne vem, imam tako debele ali kaj, pa kasneje tudi po glasu, ampak dolgo časa nobenemu ni povedala, da ona to ve, ker je uživala v tej situaciji, da pozna, kdo je pa ta sveti mož, da ta sveti mož je pa tip. Ja. No, pa še ena zadeva, zadnje čase v bistvu nastopam več ali manj v vseh teh treh vlogah dobrega moža, no, samo malo. Ja, sej. In včasih se zaveš, ko prideš na oder, Tišment, kaj sem že danes? Ker malo se pa tudi razlikuje med seboj, ne? Ampak še največ problemov s tem ima pa predsednica kulturnega društva, ta gospa tukaj zraven, ki pravi, da v veselem decembru nikoli ne ve, s kom gre spat, a gre s prvo, s drugima, s tretjima. Še malo, Klemen, ja, en aplavz za svetega. Klemen, pa ti pa letos ne dobiš bombonov, ker nisi upriden. To pa ni res. Sem hotela reči pip. Ne, dovolj. Jaz predlagam, kar se tiče mikloževanja, mislim, da je bistvo mikloževanja je dobra, cela, kompletna prireditev, to pomeni dobri mož, ki pride, presenečenje za otroke in predvsem predstava za eno tako vzgojno vsebino. Zadnja leta jih napišem kar sama, zato ker pravzaprav imamo v Sloveniji kar en tak, bom rekla, primanjkljaj teh tekstov, pa se mi zdi to najbolj priročno. In predlagam, da si en delček te predstave, bom rekla, en tak skrajšan vzgojni moment ogledamo kar v živo, ker so naši mladinci iz naše skupine kulturnega društva že pripravljeni. Joj, grozno! Dovolj! Ne, ni dovolj, vse hočem! Ne, dovolj je! Ne bomo več pospravljali tega neznosnega nereda. In teh packari, ki jih puščate za sabo. Plav? Boste pa šli v ječo. Kaj? Pa ne morete nas v ječo. Pa ni Ojoj. Kako je tesno tukaj notri? Si bomo vsaj malo odpočili. Zdaj vidite, kaj se zgodi, če me ne ubogate. Jaz sem kralj. Kralj mogoče že, kralj pa nikoli. Boste že videli. Ojoj. Ne, zdaj se bom pa zabaval, vse bom razmetal, vse je moje, lahko se zabavam cel dan. O ne. Pusti igrače.
Oj, pa ne, posoda, joj! Kdo bo to spravil? Ojoj. Zdaj sem pa utrujen. Spat hočem. Do Ilja! Do Ilja spat hočem! Ojej, tudi do Ilja sem zaprl. Kdo mi bo pa zdaj dal spat? Kdo mi bo preblal pravljico? Pa poglej mleko. Hočem, da pridete ven iz jece. Ne moremo, vaše visočanstvo. Zaklenjeni smo. Hočem, da pridete ven iz jece. Tudi, če bi nas odklenili, ne bomo prišli ven. Grad je popolnoma razmetan in mi ga ne nameravamo pospraviti. Tako je. Ampak jaz hočem spat, pa pravljico hočem. Kar pojdite spat, sami. Pa brez pravljice. A me noben ne bo pocrklal. Ne. Ojej, zelo sem ga polomil. Kaj pa, če vam pomagam posplaviti, a me boste pocrklali? Saj nismo mi razmetali. Ampak jaz ne morem vsega tega posplaviti. Pa bi mislili, preden ste vse razmetali. Saj ne bom več. Lesne, mi lahko pomagate, prosim. Ker res tako lepo prosite, vam bomo pomagali. No, dobro, odklenite nas. Ampak samo še tokrat. Velja, pa ne vrtajte si več po nosu. Velja, obljubim. Oj. Svoboda. Res pospravlja? Gospod Medved. Posoda je ostala cela. To je bil naš mladinski pogon, ki je ustvaril že 6 krasnih predstav za otroke. Prizor, ki ste ga ravnokar videli, je bil iz igre o kralju, ki ni maral pospravljati. Spodobi pa se, da še enkrat povem, da so skoraj vse predstave plod domače avtorice in režiserke Nine Mauch Hrovat. Bravo, Nina. Drugač pa fant je dober, zdaj ste mi že ušli, ampak ker sem bil jaz toliko star, kot ste vi zdaj, sem tudi jaz sam prvič stopil na ta oder. Bil sem star po mojih 18 let približno. In takrat, se pravi, pisali se leto 99, sem imam zapisan, in takrat je tudi začel nastajati naš največji projekt do sedaj, no, bomo potem omenili še enega večjega sicer. Bila je to predstava z naslovom Tripče de Utolče. V tej predstavi je sodelovalo 21 oseb, kar je kar veliko, in od tega je bilo 12 igralcev. To je še do danes najštevilčnejša igralska zasedba, ki je igrala na tem odru. Predstava je bila polna presežkov, tudi kar se obiska tiče. Jaz se spomnim, da je na premiero prišlo toliko ljudi, da smo mogli čisto vse stole iz Kodrove dvorane, iz vseh tistih pisarn, ki so tukaj, in še iz garderob znositi v dvorano, pa še so ljudje stali. Justin, takrat si ti režiral to igro, pa bi te prosil, če nam ti zaupaš to je bil tvoj največji projekt, zaupaš malo spomine na to predstavo. Ja, tako je bilo, kar se je povedal. Vse stole smo mogli znositi z cele dvorane. Bilo je zanimivo tudi zaradi tega, ker je bilo vse na novo postavljeno, bile so popolnoma nove kulise. Spomnim se, da smo letali v BTC s predsednikom, Igor je šel, Marko je šel zraven, ne vem, mogoče šla še celo Nina. Pa smo kopali od rož do cokol, do ne vem česa vsega. Glasbo smo se sami zamislili.
Igorjeva žena je komplet z eno prijateljico nove kostume sešila, tako da smo bili res čist prenovljeni na odru, ne. Kulise so bile ogromne, naredil jih je Franci Brle, si ste bili v dvorani, hvala lepa. Bravo, Franci. Od Irene teta jih je prišla poslikati, ne? No, tako da je bilo res veličastno zavideti, že ko so se samo zaves odprle celo kuliso, kako je izgledalo, ne. Bilo je pa zanimivo tudi na vajah, ne. Jaz se spomnim, dobro, spomnim se več stvari, ampak dva sta mi izredno ostala v spominu. Irena pa ti pa Sod, ne. A boš sam kaj povedal, kako je to izgledalo? Ja, mi smo en Sod, tak nek 500 litrški. Nekaj je držal vina, po mojem, ne. Ko sem hotel sicer danes biti oblečen v kostum od tistega vloge, ki sem jo takrat igral, ampak žal pač kalorije, glejte, 15 let je minilo takrat, vse en, tudi meni se malo pozna. Sodom je bilo pa takole, imeli smo ogromen lesen sod in seveda tle včasih delovalo spodaj še pekarna. Za vse tiste, ki se to spomnite, in zmeraj tako dobro po kruhu dišali, mi pa se zvečer si lačni, jaz se to prav spomnim. Veš, zdaj se mi pa pozna. No, glavno, in potem smo ta sod in jaz sem se mogel z enega konca odra na drug konec odra prekotaliti. In Irena me seveda ta sod nekako peljala, ampak to ni šlo, da bi se jaz kar kotalil noter in potem smo to študirali in kako. In se še danes spomnim, da sem v bistvu jaz noter v sodu čepel in sem tako z nogam, ker sem ga hodil, se je sod počasi kotalil in to je bil top prizor. Ampak, ko je pa prišla premiera, ne, pa mi ta sod postavimo in se tisti obroči samo še sesedejo, ker je bilo tle tako suh zrak noter, da je sod skup padel. In potem smo ga oživljali z vodo, smo ga polivali in na koncu smo pripeljali nov sod, če se prav spomnim, no, da ni šlo. Ja, ni bil takoj nov, ampak mislim, da smo uvedli dežurstvo, da je mogel vsaki toliko časa predvajati in toliko prej prideti, pa pred igro tudi, da smo ga namočili že prej, ne. Zato, da je to vse skupaj držali, ne. Bil je tudi en prizor, ko sta se Marko pa Igor lovila po odru in sicer je Igor Markota preganjal sabljo, ne, se spomniš, ne? In Marko v svoji počasnosti, ki je mogel igrati enega pijanga, ja, spet. Igor v svoji vnemi, da ga bo z mečem ulov in se nikakor ni šlo besedilo, pa sama akcija, ne, vedno ga je prehmalo ujel, ne. Ravno tako je bilo s Sodom podobno, ne, zato smo vsako vajo med pavzo, ko so imeli vsi ostali igralci pavzo, ta dva prizora ponavljali do onemoglosti, no. Je pa res, jaz bom še enkrat povedal, ekipo tako, ki sem imel takrat, ne, od igralcev do vseh zraven, ki so bili, pa tudi še petavke, pa vsi, ki so pomagali zraven. Res je bilo grozno veliko dela, ampak ni bilo težko, no, zaradi tega, ker smo vsi delali, ne. Takrat ni bilo važno, a si igralec, a si režiser, a si še petalka, le vsi smo delali vse, ne. Zato je bilo meni tudi veliko lažje delati, ne. Hvala vsem. Kulturni večeri, pa kot je že omenil gospod župan, so tudi stalnica v našem programu. Skozi leta se je nabralo veliko recitalov, kvalitetnih glasbenih nastopov, tako inštrumentalnih kot tudi pevskih. Na začetku je pod okriljem kulturnega društva deloval še pevski zbor Svežina. V zadnjih letih pa pod našim okriljem delujeta dva pevska zbora, in sicer pevski zbor Drovs in vokalna skupina Dotik. Zbora sta v zadnjih letih prejela zavidljivo veliko število priznanj in nagrad. Zato predlagam, da nam pevke našega zbora Drovs z umetniško vodjo in zborovodjo Uršulo Jašovec na čelu zapojejo nekaj svojega bogatega repertoarja. Ta dela. Še preden pa začnete, pa bi te Uršula poprosil, če nam lahko kaj poveš o obeh dveh zborih. Ok, najprej te bom popravila. Prvi je zbor, drugi je pa vokalna skupina. Se opravičujem. Ti je oproščena. V glavnem tudi Drovs je drugače na začetku začel kot vokalna skupina, ker nas je bilo toliko malo deklet. In potlej smo skupaj speljali en koncert z vipavskimi tamburaši, zatem so se nama počasi začeli pridruževati fantje, tako da nas lahko zdaj vidite
v približno takšni zasedbi, kot je danes. Danes jih veliko manjka, ker imamo veliko tudi aktivnih članov v drugih društvih, kjer se udejstvujejo. Drugače smo pa z Drovzom smo veliko hodili po Sloveniji, z Dotikom pa še toliko več. Drov sestavlja, kot vidite, fantje in punce, medtem ko vokalno skupino Dotik sestavljamo samo punce in nas je 5 deklet, katere pojemo 5 glasno, tudi v Drovzu pojemo lahko 5 glasno ali več, kar se je izkazalo tudi v muziklu Moje pesmi, moje sanje. Lansko leto smo se in z Dotikom in z Drovzom udeležili ene par tekmovanj in se tudi, moram pohvaliti, v obeh zelo dobro odrezali. Z Drovzom so nas letos uvrstili na eno stopničko više, tako da gremo v Ptuj, kdaj? Novembra, 21. novembra gremo tekmovati. Navijte, držite pasti za nas, da se bomo čim boljše odrezali. Tako, to bom na kratko. Hvala lepa. Samo eno hitro besedo. Kakor ste zdaj videli, smo zdaj izvajali eno skladbo iz obdobja romantike, kjer so živali skupaj zapele v brano. V naših vrstah je pa zelo veliko tudi drugačnih talentov, se najde skoraj vsak ta drug član zna igrati tudi inštrument. Zdajle bomo eno izmed naših članic, Greto Flaum, slišali, ki igra na klavir. Izvajamo pa tudi repertoar, ki je zelo širok. Med drugim bomo slišali skladbo, katero sem napisala sama in želimo s to skladbo tudi vam, da znate posegati po svojih sanjah. Sladke
bomo, naši novinci, kari gaj. Stari babi pica vrat, naši novinci prst nazad. Stari babi pica vrat, naši novinci prst nazad. Dali bomo, naši novinci prst nazad. Dali bomo, naši novinci prst nazad. Dali bomo, kari gre, vzeli bomo poštne mir. Staro babo narabili, naša dana za dana da žana da staro babo narabili, naša dana za dana da žana da dali bomo, naša dana za dana. Šajde najde naju, ujamaj, naj, staro babo, ujamaj, naša novinca kamera. Dali bomo, naša novinca kamera. Dali bomo, naša novinca kamera. Dali bomo, kaj gre. Hvala lepa pevskemu zboru Drovs. Mi pa še šivamo naprej. Leta 2000 je začela nastajati predstava Klinike Kozarski. Vaje za to predstavo smo imeli kar v gasilnem domu v Radomljah. In ob tej priložnosti bi se še enkrat gasilcem lepo zahvalili, da so nam odstopili večnamensko dvorano in tudi zato, ker z njimi nasplošno zelo dobro sodelujemo. Ma pa Nina je rekla, joj, nekaj bi pa rada povedala ob tej predstavi, a veš, kako je bilo meni zabaven, ko smo dali tebe v gips. Pa bi te Nina prosila, pa veš, zakaj je bilo tako zabaven, no? To je bilo ena takih lepih prigod, zato ker če se hočeš daj bratrancu maščuvati, se mu lahko na tak način. Klemen je namreč moj bratranc in on je v tej igri igral pijančka, tako kot vsi, če je bila to taka klinika. In sledilo je, da ga je bilo treba dati nekako v gips, ker se je pač poškodoval, ker je padel na beton. In on je mogel tako, če lahko demonstriraš, takole smo ga fiksirali obe roki. In to smo delali pri nas doma v dnevni sobi. S temi mavčnimi povoji smo ga zavili, potem je pa tih mavčnih povojev zmanjkalo, pa ni bilo še dovolj. Pa je on ta čas takole sedel, da se je ta mavc trdil, pa smo šli po nove te povoje. Potem smo ga še bolj debelo povili, pa še ni bilo dobro, pa še malo bolj debelo, pa še bolj debelo, pa tako. To je kar trajalo, seveda ga je pri tem že tišalo na vse strani, ampak je mogel počakati, da se to strdi. In ko se je to strdil, nismo mogli dati dol. In potem smo ga reševali s škarjami, pa žago, pa s kleščami, no na koncu smo že mislili, da bo mogel pristati na urgenci, ampak z velike muke smo ga potem rešili s škarjami za obrezovanje trte, ali vej, ja. In v Modricah je potem preživel to situacijo in ni bilo treba na urgenco. Ja, in zamudil sem zmenk, hvala vam. Ja, lahko samo še nekaj, ne? Največ travmo vsi, smo bili tam zraven, smo pa imeli, kaj bo, ko se bi ti takole, ne? Če bo tebe prijel na WC, kdo te bo peljal lulat, ne? To bi... Leta 2001 je bila na vrsti predstava Vaja zbora Avta Vinka Moderndorferja. Izredno zabavna predstava in pevsko zahtevna. In je skoraj povzročila izgubo posluha pri naši glasbeni mentorici Veroniki Šarec, ker se nam nikakor ni uspelo naučiti več glasnega petja. Na koncu smo pač peli potem enoglasno in gospa Veronika Šarec je ohranila svoj posluh. Leta 2002 pa smo v skupino sprejeli novo članico in sicer dobesedno kokoš, ki smo jo poimenovali Pepi. Kokoška Pepi, pa res je bila kokoš, ne hecam se. Kokoška Pepi je bila tudi osrednji lik kmečke vesele igre Kje je meja. In da se je na odru kar najbolj udomačila, sem jo pač vozil s seboj na vaje in zato sem jo mogel vsakič poiskati in uloviti v domačem kokošnjaku, no. To je bilo res zabavno. Sicer je bila označena in ona se je zelo udomačila. Mislim, da smo imeli celo, da so nas za živali neki hotel prijaviti, se prav spomnim. Ja, smo dobili kar nekaj pritožb z Društva za zaščito živali, ampak mi smo seveda vztrajali, oni so trdili, da smo jo uspavali, ker ta kokoš je bila zares mirna, ne? Ampak ta kokoš je bila v bistvu prvič navajena tega odra, drugič pa zaspana, ker kokoši zvečer spijo.
Na predstavi smo pa imeli malček bojazni, kaj bo, ko bodo ti reflektorji uperjeni vanjo, ker je le preveč svetlo, ampak kokoš se je obrnila okrog, pokazala nam je zadnjo plat in spala dalje. Tako nekako, ja. Potem je pa prišlo leto 2003 in je v Sloveniji uradno živelo 1 996 000 ljudi in od tega sta bila 2 čudna. Zelo. In to v igri zares čuden par. A ne, Igor? Pa še danes sva malo tako čudna. Ti zbrki, namreč. Nina pa se je leta 2004 odločila, da napiše besedilo za dramsko igro in nastala je predstava Ko Janček odraste, ki je požela ogromno pozitivnih kritik. In ko je bila že ravno v zanosu, je leta 2005 napisala še eno igro in sicer Moja žena je hujša in hujša. Ter leta 2006 predstavo Vrtec za odrasle, s katero smo se predstavili tudi na RTV Slovenija. Pa si poglejmo kratek odlom, kako so nas videli RTV-ovci. Pogrešate dobre stare čase, ko ste se lahko po mili volji igrali, peli, se smejali in počeli, kar imate radi. Če ja, potem vas vabimo, da si ogledate Vrtec za odrasle. Vrtec za odrasle je izvirno dramsko besedilo Nine Mauch Hrovat, mlade avtorice, ki piše tudi pravljice. Vrtec za odrasle pa je njena 3. komedija. Ta igra je bila nek tak izziv, glede na to, da je scenarij že tako napisan, da v bistvu je malo presenečenje za obiskovalce, za gledalce, ker zdaj so navajeni, da je neka družinska zgodba, nekaj iz pač našega kraja, časa in tako, ta je pa mogoče malo izziv v tem, da je režisersko in v bistvu tako polno je presenečen akcije. Delam v vrtcu in v vrtcu v bistvu ves čas govorijo o tem, da pač nataliteta upada, ampak dejstvo je, da v naših vrtcih je pa še vedno preveč otrok in jih nimajo kam dati, no. Izvirno besedilo je na oder postavila dramska skupina kulturnega društva Mlin iz Radomelj, ki deluje že dobro desetletje. V prejšnjih letih pa je uprizorila tudi prvi 2 komediji svoje članice Nine Mauch Hrovat. Kulturno društvo Mlin Radomlje je pričelo svojo dejavnost leta 1991 in sicer takrat s prvim miklavževanjem. Za tisti čas praktično nekje začetnik v tem obdobju. Potem pa se je na pobudo pač ustanovnih članov pričelo z dramsko sekcijo, ki so pripravili prvo igro Hotel Placa. Uradno smo nastali leta 1995 za ustanovnim občnim zborom, leta 1997 pa sem kot predsednik prevzel društvo. Dramska skupina kulturnega društva Mlin povezuje okrog 10 ljubiteljskih igralcev, med njimi so entuzijastični ustanovni člani, ki k sodelovanju vsako leto povabijo tudi nove ljubitelje gledališča. V bistvu smo komplet vse ekipa, ni tle, da je nekaj, vse na režiserju smo tak tim, da v bistvu vsako vse dela. In veliko se je tudi ne igralcev upoštevali, tudi sem prosil ljudi, kaj bi naredili, kaj pa v tem mislite in dosti proste roke jim dam. Nekako jih usmerjaš, potem pa da sami delajo. Jaz osebno delam veliko z besedilom. Na vajah je tako, no. Moram reči, da se imamo zelo fletno, no. Vsaj za moje pojme veliko bolj kakor pol, recimo premiera in te zadeve. Drugače pa nagrada za igralca je publika. Vrtec za odrasle je igra, ki daje odgovor na vprašanje, kako premagati vsakdanji stres, ki teži odrasle. Zakaj se ne bi torej kot otroci sproščali s slikanjem, petjem in igro? Težko je praktično na prvih vajah je težko se spopreti s tem, da moraš pač plezati po tleh, da se moraš pač uživeti v vlogo. Predsednika je treba spraviti pod mizo in stvari laufajo. Jaz igram vzgojiteljico, Nežo, se pravi, če sem obupana nad svetom, hočem ga popraviti, narediti čim lepšega. Imam en ideal, ki ga hočem uresničiti, pa brez službe sem se v to podala, upam, da mi bo ratal in na koncu mi nekaj je, dokler ni naš Mišo vse zafrknil. Tale Mišo je ena taka slika, svetovna, stalno išče nek tak biznis, tak sanski biznis, ki ga ni. In s tole ubogo vzgojiteljico, ki je res na koncu, ker ne ve, kaj bi sama s sabo, se sprav delati en tak hud biznis, ki mu v končni fazi tudi rata.
Ja, za dobre procente Mišo marsikateremu odraslemu uredi vrtec. Mladi iz kulturnega društva Mlin pa navdušenim gledalcem vedno znova priskrbijo veliko smeha in zabave. Jaz bi tle sam nekaj dodal, no, kakor iz posnetka videti, so me mogli takrat malo starati, zdaj to ni več treba. Ja, frizuro sem bil pa isto, ne? Ja. Odrasla dramska sekcija se je na to vzela krajši počitek, kar se tiče ustvarjanja predstav. Vendar pa smo imeli bolj pridno mladinsko sekcijo, ki pa je igrala otroške avtorske predstave. In sicer Promet v gozdu, Bare prijateljstva, Piščanček Pik, Romeo in Julija, o miški, ki je zbirala pogum, ter že danes videni Sek o kralju, ki ni maral pospravljati. Potem pa je bil potres leta 2011 na Japonskem z magnitudo 8,9 po Richterjevi lestvici in je očitno pretresal tudi nas. In ponovno smo se vrnili na oder s predstavo Črna komedija. Predstava je bila igralsko izredno zahtevna, saj smo se morali igralci pri polni svetlobi igrati, kot da smo v popolni temi, kar je bilo kar zabavno. Že tako naslednje leto pa smo se na oder predstavili z igro Slikar v Tolmunu. Super igrca. Pa da ne bomo predolgi, pejmo naprej. Mama je umrla dvakrat, je bila pa predstava, ki smo jo odigrali leta 2013. Vojko Obrul v vlogi Inga, sin umrle matere, se poslavlja od nje. Pa si poglejmo kako. O, mamica moja, kako sem jaz žen. Pa Marjana pravi, da sem že vse popil. Mogoče ima Marjana prav, ampak jaz sem že vseeno žen. O, mamica moja, a sej bi potočil kakšno solzo. Ampak kaj, ko si bila pa taka žival, ko sem bil mali, si me tepla po prsih, ko sem igral klavir, ko sem bil pa velik, si me pa tepla po glavi, ker si nisem mogel zapomniti, da Marjana ni punca zame. Nisem jaz kriv, če ti ni bila všeč. Ja. Hvala Bogu, zdaj si mrtva. Sej vem, ne bi smel tako govoriti, ampak sej me ne sliši. Če bi me slišala, bi me že zdavnaj lopnila po glavi. Joj, mamica moja, kako sem jaz žen. Še en kozarček popijem, pa ti me pa tudi ne boš zatožila. Adijo, mamica. V lanski sezoni pa smo uprizorili igro Oblast, v kateri privatnik želi postati poslanec. To je taka tipična slovenska zgodba, bi lahko rekli. A je kaskaderja iščemo prav, Justinja? Jaz sem toliko povedala, da ta predstava Oblast v bistvu imela samo eno, da zanimaj prednost je pomanjkljivost, ampak v času teh pogostih volitev v Sloveniji, ko smo mi delali reklamo in smo izobesili plakate za predstavo, so vsi mislili, da je to spet ena kampanja za volitve. Ker pač glavni akter ustanavlja svojo stranko. In posod, kjer so viseli plakati, so ljudje gledali stran, ne, politiko se pa mi ne gremo. Kaj je rekla? Nič, Mina, ženska Mina. O boge, ženske, kako se je narava grdo poigrala z njimi. Dragec. Prije tisti simpatični Latino. Kdo? Sindikalni predstavnik Kalandar. Rad bi sestanek z vami. Pa sej vem, kaj bi radi, izsiljevali bi me radi. Polurni odmor pa malca, veš kaj, Dragec, naj crknem, če pa pustim. Malca pa počivajo naj doma, ne pa na moj račun. Ne, gospod direktor, mislim, da ne gre za to. Motih namreč rdeč trak, ki bi ga imele ženske zavezane okrog rokava, ko imajo, saj veste, od tiste mesečne zadeve. Pa kaj pa jih to moti, tako saj obratu vodja ve, kdaj ima ženska tiste mesečne tedenske zadeve in potem jo lahko pusti na stranišče.
Ne pa, da si same izmišljajo vsak teden tiste mesec. Veš, kaj tam delajo? Na stranišče hodijo in kadijo. Čevlji pa čevlje delal. Čevlji pa tiste zadeve ne grejo skupaj. Ne, dragec, veš kaj? Ti poskrbi, da bo moja žena šla na tisti aeroplan. Na aerobiko? Ja, na aerobiko. Imam nekaj zelo važnega. Skrivnost? Dragec, presenečeni boste. Vsi boste presenečeni. No, pa da ne boste mislili, da tudi letos ne počivamo, saj smo že pridno začeli vaditi novo igro, ki naj bi po obljubah igralcev ugledala luč predvidoma že konec januarja. Smo pa v letošnjem letu imeli že omenjeno predstavo muzikla v sodelovanju s kulturnim društvom Ihan in orkestrom Domžale Kamnik z naslovom Moje pesmi, moje sanje. Predstava je bila popoln uspeh, namreč vseh 10 predstav je bilo popolnoma razprodanih. Nastopalo je 75 igralcev, pevcev in glasbenikov, zato smo se odločili, da predstave ponovimo v mesecu novembru. Danes je z nami tudi delna zasedba, ki sodeluje v muziklu na čelu z dirigentkinjo Nežo Žgur, pa da boste še bolj nastrpno pričakovali predstave, pa vam ponujemo kratek odlomek iz te predstave. Pa prosim, če kar zasedete oder. Dominus
Za konec pa bi se radi zahvalili še dolgoletnim članom, ki že od samega začetka meljajo kulturo v našem mlinu. Članica in predsednica zdajšnja Nina Mao Hrovat. Jaz pa bom kar povedal naprej. Marko Hrovat. Samo zahvaljujem se vsem, ki ste danes z nami. Lepo nam je v vaši družbi in želimo si še več takih večerov in da nas večkrat obiščete. Hvala. Marko Hrovat. Čestita, Marko. Zdaj bo pa lažje, ko gremo z teh družinskih vez ven. Justin Hrovat, a ja, ne še. Iz publike bi povabil, jaz še ne bo konč lahko, gospoda Vikija Mava, če se nam pridruž. Predsednica me je opozorila, naj še enkrat poudarim, to so člani, ki so 20 ali več let prisotni v kulturnem društvu. Potem Irena Kržičnik. Igor Jeretina. In pa Franci Brle. Za 10 ali več let sodelovanja v našem društvu pa bi se radi zahvalili. Jaz vem, da čisto vseh ni v dvorani, pa bomo pač to preskočili. Gospe Vandi Pogačar, a je tukaj, ni? Gospa Vanda Rajko Hrovat, tega tudi ni. Zahvalili bi se Darji Retini, ki nam je delala tako lepe kostume. A je, Darja? Jaz sem mislil, da ne bo hotela priti, ko ima Igor brke, a veš. Boštjanu Kernu. Boštjan je med nami. Mihu Kolencu. Mihi. Mariji Mežnar in pa Karlu Štebalu, ki sta skrbela vsa leta za poslikavo Koles, Irena, drži, ne? Pa jih vem, da jih... Pa vem, sta upravičeno odsotna. Potem gospodični Ani Žavbi. A je tukaj Ana Žavbi? Ni. Matej Gradišek, ki skrbi, da imamo tako lepe frizure. No, pa make-upe seveda. Na koncu, ja, kar zaploskajte, se opravičujem. Na koncu pa bi se zahvalil še fantu, ki ga imam najrajši, Klemen Mau.
Pa nismo še čisto konec. Posebna zahvala pa gre gospodu Janezu Urbaniji, ker se je pravzaprav z njim vse skupaj to začelo. Gospod Urbanija, izvolite. Nimaš ta pravge rože? Ne. Zahvaljujemo pa se normalno tudi vsem dosedanjim članom, nekak bivšim članom, ki so kakorkoli pripomogli pri kulturnem ustvarjanju v Radomljah. Kulturno društvo Mlin Radomlje melje dalje in že v naslednjih tednih si boste lahko ogledali ponovitve mjuzikla, letni koncert zbora Drovs in tradicionalno miklavževanje. Pa ne povem še, da so nam nocojšnjo prireditev omogočili, za kar se seveda iz srca zahvaljujemo, občini Domžale, KS Radomlje, Avto Cerarjev, za okrasitev je poskrbela cvetličarna na Ovinku, za pogostitev gostišče Zlata kaplja, za ozvočenje pa je poskrbel gospod Aleš Škaper. Pa naj zaključim, Še zadnji je še ena točka. Orkester pa Uršula se še dogovarjajo, da bi za konec za popestritev še eno. Aha. Saj že po note skočijo. Veste, pri nas je vedno tako, ne? Vedno vse v zadnjem trenutku, pa na koncu še kar nekako dobro spade. A ne, ta čas jaz kaj počnem? A ja, ne. Jaz se upravičujem samo v zadnjem benga. To je pa zdaj čista improvizacija. Aha, predsednica me je spomnila, da je danes z nami nova dirigentka, ki bo dirigirala vse mjuzikle v mesecu novembru. Imena si sicer nisem zapomnil. Neža Žgur, ja. Hvala.
Gospa Neža, ste zaključili. Zelo lepo je bilo. Sem pa jaz naredil eno napako, za kar se iskreno opravičujem. Pozabil sem povabiti na oder mojega dolgoletnega igralca, Tadeja Pustotnika, se opravičujem, prosim. Pa prosil bi še Uršula Jašovec, živijo. Prosil bi še Uršulo Jašovec in Nežo, če se nam pridružita še na odru. Zdaj pa resno. Končal bom tako, kot sem začel. Z enim odlomkom iz ene naše veselo igre Tripče di Utolče. Ta nam je tako ostala zapisana v spominu kot moja prva. In ta monolog sicer je rahlo predelan, ampak je bil, jaz mislim, da v našem kulturnem društvu največkrat povedan, predvajan, kakorkoli, tudi potem v kakšnih zaodrskih predstavah. In sicer gre takole. Vinček moj rumeni, to sem te vesel, kakor dobri ženi hvalo bi ti pel. Ja pa govorijo eni, da je sladek med, ja pa ga k vinu deni, škoda bo besed. Voda, tudi tvoji čari niso skopi, a na proslavi naši praga ne prestopi. Zato vas vse skupaj se zdaj lepo vabim v predverje kulturnega doma, kjer bomo skupaj preverili, kako je z vinom in vodo, pa tudi kakšen prigrizek ne bo manjkal. Vsi, ki pa se želite našega zbornika, pa vam je prav tako na voljo v predverju kulturnega doma. Lepo vabljeni. Hvala lepa. Sam še mal en trenutek, jaz bi tudi lepo pozdravil našega Klemna, pa se mu zahvalil, da je prečudovito odvodil današnjo srečanje. Še njega z enim aplavzom. Hvala lepa.